V Rusiji so izvedli anketo, kdo je najbolj seksi človek v državi. Največ glasov pa je prejel, ugante kdo? Predsednik Vladimir Putin. Kdo bi si mislil, da bo na nekem glasovanju v Rusiji zmagal Putin? Ampak tako pa če za anketo o najbolj seksi človeku uporabljaš enako glasovnico kot na predsedniških volitvah. Ljudje imajo pa na izbiro Vladimir Putin ali pa prisilno delo v Sibiriji. Nagrado za najbolj inovativnega kršitelja tedna si je ta teden zaslužil Norvežan, ki se je ob povratku iz sosednje Švedske poskušal izogniti obvezni 10-dnevni karanteni in je mejo prečkal kar v gorah. In to na tekaških smučeh. Ker ga je zelo slabo vreme, so ga morali rešiti gorski reševalci, svojo obvezno karanteno pa zdaj preživlja v norveškem hotelu. Zdaj, ta zgodba bi bila lahko bolj skandinavska samo, če bi gospod imel čelado z rogovi, pa smučke, ki jih je sam naredil. Medtem ko so egipčanske oblasti kar 2 tedna reševala ladjo, ki je izvedla najslabše bočno parkiranje vseh cajtov, je svetovni splet pospešeno iskal krivca za nastalo situacijo. Našel ga je v kapitanki Marui Eselenehar, za katero se je izkazalo, da sploh ni bila na omenjeni ladji. Zvezda je za prometni zamašek viden iz vesolja, na vsaki strani prekopa je namreč čakalo 420 ladij, kriva ženska se je razširila kot požar. Zdelo se mi je, da sem morda tarča zato, ker sem uspešna ženska na tem področju, ali pa zato, ker sem Egipčanka. Nisem prepričana. Zato, ker z baba! Zato! Mislim, da bo to pravilen odgovor. Ne vem, ugibam, ampak... Jaz ne vem za noben stereotip, kjer bi za slabo vožnjo krivili Egipčana. Da bi nekoga obtožili samo zato, ker je bil Egipčan, bi bilo kvečem, če bi se, ne vem, na skrivaj pojavila kješna piramida. Potem so znani, ne pa za slabo vožnjo pa zmeraj krivimo ženske. Veste, ko je, butneš avto, greš k mehaniku, reče, kos pa delo, ma neč, baba se ne zapigreta. Jaz osebno sem takoj vedel, da gre za lažno novico. Kdo pa dal ženski voz tako veliko ladjo? A imam prav? A imam prav? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.